Nadaljujemo. In sicer za interpelacijo o delovni odgovornosti Vlade Republike Slovenije. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavniku predlagatelja Zvonku Černaču. Spoštovani vsi prisotni, predsednik Vlade, ministrice, ministri, verjamem, da mi tega, kar bom uvodoma povedal, številni ne boste verjeli, vendar bi bil sam kot opozicijski poslanec, sopodpisnik interpelacije, danes najbolj zadovoljen, če bi Vlado lahko pohvalil, da izvaja tisto, kar je ljudem pred slabimi 3 leti obljubila, da predsednik Vlade Robert Golob ne zavaja, da ne laže, da ne manipulira in da ne daje praznih obljub. Že 3 leta. Žal tega ne morem storiti, ker bi sam lagal. Pokojninska reforma predstavlja enega izmed tako imenovanih mejnikov za dostop do nepovratnih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Poleg tega ste se zanjo zavezali tudi v vaši koalicijski pogodbi. V koalicijski pogodbi, ki velja za en mandat. Prva stran koalicijske pogodbe, Svoboda, SD, Levica, program za delo koalicije 22-26. Da ne bomo danes ponovno poslušali praznega besedičenja o tem, da ste si zaveze dali za 2 mandata. Na Vladi bi morala biti pokojninska reforma sprejeta do konca lanskega leta. Kot vemo, ni bila, Vlada je dosegla podaljšanje do 30. junija letos, šele potem bo izpolnjen pogoj za dostop do naslednje tranše do 600 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. V politiki je najpomembnejše zaupanje, kredibilnost. Zaupanja pa ni mogoče zgraditi na manipulacijah in lažeh. Ob začetku zbiranja podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma glede zakona, ki ga je tudi po vetu Državnega sveta ponovno potrdila koalicija in ki dodeljuje privilegirane pokojnine v višini med 2 in 3 tisoč 100 evri posameznikom, je predsednik Vlade Robert Golob javno izrekel vrsto laži glede pokojninske reforme, ki je bila sprejeta 12, in te laži je ponovil večkrat. Poglejmo eno od teh izjav. Janeza Janše je pa v letu 2012 ob izpeljavi pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za skoraj 20%. Od tam izhaja sedanji problem položaja sedanjih upokojencev, ker jim je tista vlada Janeza Janše v resnici znižala njihov položaj. O tem, da to ne drži in da... Prosim, sam trenutek, če lahko tole ustavimo. Zdaj samo, da nekaj povem. Že včeraj je bilo predstavljeno eno slikovno gradivo, video posnetek. Če me ustavite, prosim. Bomo ustavili čas. Smo jo že ustavili. In video posnetkov do sedaj nismo predvajali med sejami Državnega zbora. Nismo. Predstavljali smo zgolj PowerPoint. To se pravi stvaritev, lastno stvaritev, ki jo je kdo pripravil, poslanec ali poslanka. Jaz sem že včeraj intervenirala, naj povem, pri tehničnih službah, kaj je zdaj s tem. Tako da menim, da se bomo o tem pogovorili, zdaj bomo pač nadaljevali, ampak na kolegiju predsednice se pa bomo o tem pogovorili, ali bomo zdaj mi poslušali na sejah posnetke, katerekoli, zdaj je tole trenutno iz medijev, iz ene od večernih oddaj, ampak naslednjič bomo imeli posnetke s telefonom. Ničesar se ne bojim, samo menim, da to ni prav, ker tako tudi ni bilo do sedaj. In mislim, da to dobro veste tisti, ki ste bili tukaj pred mano. Jaz samo opozorim. Lahko nadaljujem? Ne. Ko bom končala, boste pa nadaljevali. Samo opozorim, da video posnetke med sejo Državnega zbora ne bomo predvajali, ker tega nismo počeli do sedaj. Toliko, da bo jasno. Če pa vi sami naredite PowerPoint, to se pravi, je to vaša lastna stvaritev in jo sami naredite, ne, potem bomo pa to prikazovali. Zdaj pa lahko nadaljujete. Hvala lepa. Resnica boli. To, kar sem predvajal, so javne izjave, nikjer to v poslovniku ni prepovedano, tako da bi vas prosil, da me v nadaljevanju ne prekinjate, ker so stvari med sebojno povezane. Naslednji posnetek bo o tem, da so to bile laži, govorila stroka. Lahko vklopite, prosim. Prosim, da ustavite čas, ker mi teče, 1 minuto mi dodajte, prosim, in prosim, če vklopite nazaj drugi slajd. Od drugega slajda naprej. O tem, da so to laži, govori stroka.
Kažejo podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Odmernega odstotka, s katerim se izračuna višina pokojnine, Janševa pokojninska reforma ni znižala, pač pa ga je preračunala in ustavila njegovo padanje. ZPS-2 je bil stabilnost blagajne in dostojne pokojnine, zato se je takrat ustavilo padanje. To govori stroka. Predsednika Vlade Republike Slovenije Roberta Goloba smo dan po tej izjavi v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pozvali k javnemu opravičilu. Opravičiti bi se moral upokojencem in seveda smo napovedali vložitev interpelacije, če opravičila ne bo. Predsednik vlade se ni odzval se je njegov kabinet, ne z opravičilom, pač pa z vztrajanjem pri lažeh. Za zakon leta 2012 so glasovali vsi takratni poslanci, tako koalicije kot opozicije. Prosim, če vrnete predstavitev. Za ta zakon so glasovali sedanja ministra Bratušek Alenka, Han Matjaž, poslanka Svobode Vonta. Za ta zakon je glasoval državni sekretar Frangeš in Židan. Za ta zakon je glasovala takrat Maša Kociper, ki sedaj sedi v kabinetu predsednika vlade. Torej, predsednik vlade, ali menite, da so vsi ti vaši sedanji sodelavci glasovali za slab zakon, glede katerega ste v javnosti večkrat lagal? Tukaj je izjava predstavnice sindikata, podprli so ga soglasno, podprli so ga vsi socialni partnerji. Predsednik Zveze društev upokojencev je povedal, da je šlo upokojencem pod Janševo vlado najbolje, imel je v mislih prvo Janševo vlado. Tukaj je graf rasti pokojnin v obdobju posameznih vlad, iz katerega je jasno razvidno, da je v obdobju vlad, ki jih je vodil gospod Janša, da so pokojnine realno najbolj narasle. Če ZPIZ-2 takrat ne bi bil sprejet, potem bi te pokojnine realno po letu 2012 padale. Takratni zakon je šel v dobro vseh upokojencev. Sedanja vlada pa sprejema zakone za privilegirance, kot je ta zakon, o katerem bomo odločili 11. maja na referendumu. Zdaj, ta zakon, ki ga je predlagala pa Golobova vlada glede posameznih upravičencev, posameznih umetnikov, je diskriminatoren tudi do umetnikov samih. Vse bodoče prejemnike izjemnih pokojnin pa postavlja v privilegiran položaj, tudi zaradi tega, ker jim od teh izjemnih dodatkov, ki lahko celo 3-krat presežejo njihovo siceršnjo pokojnino, ne bo treba plačevati novega davka oziroma prispevka za dolgotrajno oskrbo. In ne nazadnje, vkolikor bi predsednik vlade verjel svojim besedam, bi v spremembi pokojninskega zakona, ki jo sedaj predlaga vlada, določil drugačen odmerni količnik, pa tega ni. In tudi tu predsednik vlade laže in zavaja, ko pravi, da so pokojninsko reformo, kot jo sam imenuje, podprli vsi sindikati. Pokojninsko reformo bomo očitno delali dlje, vendar pokojnina ne bo nič višja. Sindikate celo skrbi, da bo učinek ravno nasproten in se bodo mladi zaposleni soočali s še nižjimi pokojninami. Reforma vključuje vrsto škodljivih ukrepov. Negotovosti v mladosti pa se zdaj pridružuje še negotovost v starosti. Lepo prosim, če prekinete posnetek, dovolj smo se posnetkov nagledali, kar je PowerPoint, to se pravi njegovih lastnih stvaritev, za katere lahko odgovarja, potem jih bomo predvajali, videoposnetkov pa več ne bomo predvajali, dokler se na kolegiju predsednice ne bomo dogovorili o načinu dela. Glede tega, hvala lepa, nadaljujte. Prosim, če mi vrnete minuto pa pol. Minuto pa pol časa ste mi ukradli. Čas ustavljen, kolega Černač, nič se bati. Ne, ni bil ustavljen, tekel je. Zdaj vidimo na konkretnem primeru, da resnica res boli, vendar vedno pride na plano. V odgovoru na interpelacijo se predsednik vlade Robert Golob oziroma vlada, mimogrede časa mi niste vrnili, hvali z ukrepi, ki po njenem mnenju pomenijo izboljšanje položaja upokojencev. Vkolikor sami danes ne boste sposobni najti odgovora, potem bi vam na pomoč lahko priskočili volivci z jasnim proti na referendumu 11. maja letos. Jaz predlagam, da si vzamemo 10 minut pauze, ker mislim, da je vse razumne v tej dvorani tovrstne manipulacije spravilo do rahle slabosti. Najbolj slabo je meni postalo, da se predlagatelj predstavlja kot rešitelj upokojencev, pozabili so pa povedati dejstvo, da so pokojnine ustavili na točki, ko so te bile najnižje in z ostalimi ukrepi so dejansko ter uskladitvami pahnili upokojence do sramotnega položaja. Zato jaz resnično predlagam, da si vzamemo 10 minut pauze, da si gremo vsi razumni v tej dvorani po eno dobro zalogo antimetila, ker bo očitno seja tako nadaljevala. Temu predlogu ne bom zadostila, niti ne gre za postopkovni predlog in opominjam, da
se držimo poslovnika. Lahko tudi vam predlagam to, kar smo bili in videli, tole izvajanje poslanca Černača, ki je predvajal posnetke. Ne govorimo tukaj, da gre za uvajanje neke nove prakse, ampak tukaj so tudi drugi tehtni razlogi in ne gre za to, da bi se česar mi badli, ampak ozadje je drugačno. V parlamentu smo navajeni, da izjave citiramo. Ker je parlament javni prostor, za tovrstna predvajanja na ekranih je potrebno imeti zagotovljene avtorske pravice. To, da stranka seveda, Pop TV seveda ni javna televizija in to, da ta stranka krade avtorske pravice, je tudi ni nič novega, to smo tudi že videli v kampanji. Predlagam, da poslanec predloži pravice, v nasprotnem primeru upam, da tisti, ki so bili oškodovani, bodo ustrezno ukrepali. Predsednica vam je že prej povedala, da se bo o tem dogovorila in pogovorila na kolegiju.